Telekom Slovenija ima stabilno dividendno politiko, tudi do zdaj so bile dividende v višini med 4 in 5 evrov. Kot rečeno, mi bomo izplačali dividende delničarjem v roku, kot je dogovorjeno. Za nas ta trenutek ne predstavlja nobene težave. Me pa pravzaprav veseli, da so vsi delničarji prepoznali, da je Telekom perspektivno podjetje in da si take dividende lahko tudi privošči. Že ob samem uvodni točki dnevnega reda tokratne skupščine sem bil primoran opozoriti na nesprejemljivo prakso, da so mi bile odrečena pooblastila odvetniške pisarne, ki preko fiduciarnega računa zastopa delničarje vključene v delniško oporo pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev. Doslej je bilo vključenih preko 7000 delničarjev in je to toliko bolj pomembno vprašanje z vidika združenja delovanja in zagotavljanja pravic in interesov vseh teh delničarjev. Mi smo prepričani, da jih bo v bodoče v delniški opori še več. Tako da uresničujemo njihove pravice tudi na drugih skupščinah, seveda v Republiki Sloveniji, ne nazadnje v sklopu Evropske federacije investitorjev tudi širše v evropskem kontekstu. In zato je toliko bolj pomembno, da ne pride do diskriminacije domačih delničarjev, malih delničarjev v odnosu do velikih delničarjev in ne nazadnje samih delničarjev iz Republike Slovenije za delničarje od drugod. Kajti tuji fiduciarni računi na tujih bankah seveda nimajo tega dodatnega pogoja, kot ga je tokrat prvič pravna služba družbe Telekom očitno začela uveljavljati, po našem prepričanju naših strokovnih sodelavcev absolutno na zmotnih pravnih podlagah. Obsežna korespondenca in argumentacija z naše strani smo prepričani, da je to ustrezno utemeljila, torej v odnosu do pravne službe, a vendar danes nisem imel možnosti glasovati tudi v imenu teh pooblastiteljev in odvetniške pisarne, ki te delničarje preko fiduciarnega računa zastopa. Prepričani smo, da je takšno stanje nesprejemljivo, torej dejansko diskriminacija tujih in domačih vlagateljev iz tega naslova, oteževanje pogojev domačim vlagateljem še dodatno, tako da s tem v zvezi seveda bomo v združenju peljali vse postopke, da skušamo omiliti in tovrstna zaostrovanja, oteževanja imetništva in lastništva in uveljavljanja pravic iz le-tega seveda preprečimo in omogočimo tudi domače lastništvo. Na drugi strani pa seveda sem na skupščini pri posameznih točkah dnevnega reda, torej pozdravljamo delitev dividend, pozdravljamo tudi izvolitev novih članov nadzornega sveta. Pri tem sem posebej izpostavil, da smo na pravi poti očitno po več letih, da ne rečem desetletjih, prakse, ko je Slovenski državni holding, pred njim pa Slovenska odškodninska družba, KAS in podobne institucije, ki so uveljavljale upravljavske pravice in glasovanje države, da so praviloma prihajale z nasprotnimi predlogi šele pred samimi glasovanji na samih skupščinah. No, tokrat smo vendarle, kot kaže, na pravi poti, kajti nasprotni predlog za novo članico nadzornega sveta, Karlo Pintar, je bil objavljen en dan pred skupščino. Torej, to je že korak v pravo smer. Menimo, da je za tako pomembne odločitve v družbah smiselno, da posebej, ko gre za državnega upravljavca Republike Slovenije in njenega lastništva in vloge v družbah, v Telekomu seveda ključne vloge glede na lastniški delež, da je toliko bolj pomembno, da ravnajo korektno in pravočasno naznanijo svoje nasprotne predloge, posebej, ko gre za tako pomembno vprašanje, kot je članstvo v nadzornem svetu. Tako tudi prvotni predlog, kar se tiče dr. Jurija Toplaka, pozdravljamo in sam sem zaželel uspešno delo tudi novim članom nadzornega sveta, ne nazadnje prenovljeni upravi in glede na izzive, s katerimi se družba Telekom sooča, ki so bile danes v sklopu letnega poročila tudi izdatno obravnavane, zaželel uspešno poslovanje in seveda soočanje z omenjenimi izzivi tudi v prihodnje.